Bom tako kot Polona začel malo iz svojega osebnega življenja in pol bomo videli, kam bomo prišli na koncu. Ne bom pa, se bom potrudil, da ne bom dolg, če boste imeli občutek, da boste spali, sam pomahite po mneku, res. Torej, to, da smo tam, kjer ni muh, oziroma kater tepec je pa prižgal luč. Glejte, to so besede mojega starega učitelja, ki sem ga srečal leta 1969, takrat se moja pot v to neko čudno duhovno začela. In ta moj stari učitelj je bil, tudi jaz kasneje, član Teozofskega društva, ampak prva stvar, ki me je učil njegov, to pol človek odkrije, da je želel, da spoznam, da imam svobodo mišljenja. Ja? Da se ne smem ujeti v dogme, še posebej je rekel teozofske dogme, čeprav je bil študent tiste klasike, to je tajne doktrine ali tajnega nauka Helene Petrone Blavatske, za mnoga leta je študiral. Je bila prva stvar, da mi je povedal, da ne smem verjeti v to knjigo, ne verjeti, rekel, vera spada v religijo, ne v duhovni študij. Pravda, če želiš res duhovno študirati in imeti neka svoje notranja spoznanja, pol moraš dati to neka prepričanja v teozofske dogme na stran. Tako da je tudi rekel, da pač obstajajo na tej duhovni poti paradoksi. Ne? In eden takih paradoksov, naprimer, dva bom povedal, ker sta zelo taka lušna. Eden je bil, da danes je to, recimo, ta stavek zelo znan, ko je učenec pripravljen, učitelj pride, ne, in on rekel, što je popolnoma narobe. Ko je učitelj pripravljen, pride učenec, ne, rekel, a si že kdaj videl, da tam ovca sama skače okoli, kar naenkrat se pojavi učitelj. Pastir, prav. Prvo postaneš pastir, pa ti dajo pa čredo, kledajo, imaš, da je podpori. Se pravi, ko človek postane pastir, in jaz to tudi sam vem, ko sem postal škof v naši cerkvi, ker to je edini pravi pastir, duhovnik ni pastir. Ko sem postal škof, ne, veste, ko ima tisto palco, ne, da si pa pastir, ne, ja, do takrat sem bil sam, od tistega trenutka je pa kar naenkrat bilo 17 do 20 svečenic, svečenikov, škofi so bili, kar naenkrat je to, bi rekli naši bratje, tam stado je naraslo, kar samo od sebe. Ne. Do takrat sem 20 let sam moral vse delati. Ne. Tako da, to je en tak paradoks. Drugi paradoks, ki je tudi zanimiv, ko pride učitelj not v kuhinjo in tam ta njegov učenec lupi krompir, tega zelo rad povem, ne, pa ga učitelj tako pogleda prav. Ja, ljubi učenec, na kaj misli učenec, ko lupi krompir, in učenec reče, na Budo, učitelj, na Budo, prav, ti sem tepec, prav. Če si mislil na Budo, se boš orezil. Misli na krompir misli. In on ga gleda, reče, in pol boš Buda. Pol si Buda. Takrat, ne, to je to, ko stiga biti tukaj in sedaj, biti tle, ne razmišljati o Bogu, ker Bog je tukaj, to si ti, Bog je tukaj, ne. Potlej si na pravem mestu. Si na pravem mestu. No in tako sem jaz začel to svojo pot za tem učenjem svobodnega razmišljanja. Verjemite, da nekaj časa je šlo, pa se pa človek ujame tudi v dogme in potlej zopet greš iz dogme, pa zopet se osvobajaš, pa zopet od dogme, pa se osvobajaš. Ta naš razum in ta naša čustva so tako zanimive, bi rekel, sposobnosti, ki jih imamo. In ko je Polona govorila o umetnosti, sem videl, ja, vse je res, ne, ta, kako se reče, Sundaram, ja, ta Sundaram, ne, to videnje, zrenje lepote, ne, ampak kad ti to lepoto hočeš pa dati ven v življenje, pa si pa obrtnik, nič drugega kot obrtnik, ne, kipar more poznati glino, kipar more imeti orodja, kipar more tisto glino znati, tukaj so določena pravila, ne, slikar more poznati barve, čopiče, platna, to je obrt in je bila obrt. On je imel vizijo pol,
ne, stari slikari, pa je imel pa kar veliko število delavcev, ene rokico znal risati, ene uno risal, ene tole malo udaril, tako so nastale čudovite slike. Ni jih on narisal, mogoče potegnil malo in na koncu seveda podpis, ne, ampak on je imel idejo. On je imel idejo, pa je pa obrt naredila in za obrt pa potrebujemo razum. Ne gre drugače, ne? Ne gre drugače. Za naše življenje tukaj potrebujemo razum. In tam je stari učitelj rekel, a veš, kaj je razum? Rekel, kaj? Razrečiti, razkosati, razrezati, vse nekaj razcepiti, razklati, to je razum. Ne? Analize in vse te stvari. Če daš pa stran, ostane pa ostane pa ne? In ta to je meni Barbara rekla, da se ta razum, ta tudi uporablja, če se ne motim, da ga mi moramo uporabljati za življenje, da ga mi znamo uporabljati, jaz rečem, na pravi način. Današnja znanost, ne, a veste, kakšna znanost klenota? Veste, kakšna znanost je v tem in kdaj se je to začelo, takrat, ko je Neil Armstrong stopil na Luno, da se je tisto zgodilo, to je naredil ogromno znanstvenikov, ogromno denarja je takrat šlo v to, da je naredil tisti mali korak, ne, pa veliki korak za človeštvo. Ne. In takrat Neil Armstrong je pa na enem predavanju, on je bil mesedi soustanovitelj Noetičnega društva, je na enem predavanju rekel zanimivo stvar, jaz ne bi bil na Luni, če ne bi bilo Aristotela. In Aristotela ne bi bilo, če ne bi bilo tiste barabe, ki vas je vrgla, hotla vrn, Platona. Prav vse se začne s Platonom. Ne? Platon je govoril po idejah. Prav vse se začne tam zgoraj in potem tam nekje zgoraj pride to počasno zven. Začne se pri filozofih, ne? In če pogledamo danes znanstvenike, oni so v tem smislu neke vrste filozofi, ker raziskujejo, hočejo dobiti odgovore na vprašanja in se spomnim iz tega simpozija znanosti, ki je meni sedi eden od teh povedal, da znanstveniki verjamejo, da obstajajo zakoni, oni verjamejo, oni so verniki, da obstajajo zakoni, samo morajo jih odkriti. Ker mi verjamemo, da obstaja neka resnica, Bog samo moramo ga odkriti, na istem smo. Ne, oni tudi morajo imeti, obstajajo zakoni, obstaja red, sam jaz ga moram odkriti. Ne. Ampak ta pot znanosti sem, če tako razmišljam zdaj skozi to učenje te teozofije, pot znanosti gre po levi strani, leva možganska, moška, hvala, po moški strani, ne, in gre za tem raziskovanjem, eksperimentiranjem, poizkusi, razmišljanjem, matematiko, ne, in pride do nekega nivoja in takrat rečejo, ne, dobijo neko razsvetljenje, ne, ali eksperimenti potrdijo njihove teorije, hipoteze in rečejo, takole je. Ne. In takrat je na nek način po svetu v ta razum malo lučke, malo inteligence, nekaj se je odprlo, tako, ali po noč v sanjah, ali ki so razmišljali temu, kot je Barbara rekla, manas budi, oziroma Blavatská pravi tudi manas tajasi, razsvetljeni razsvetljeni mental, ne, nekaj se je razsvetlilo. In zdaj sem vrnil na tisto, kar sem na začetku rekel, moj učitelj je tako rekel, dokler je bila tema, smo se vsi fejsmi, pa je pa en bedak požgal luč. Ne? In kot človek stopi na duhovno pot, ne, se začne delo na sebi. Ne? Gre s tisto garanje, težko ga, če želiš iti nekam naprej. Ne? Moraš, nihče drug zate ne bo pravo dela. Ne? Lahko plačaš ne vem koliko tisoče evrov na delavnicah, na koncu boš imel iste probleme. Ne? Čiščenje karme gre tja za 200-300 evrov, dajte peto frančiškane zastojni, spovedi zastojni. Jaz vem, da mladina ali pa ljudje ne znajo to razumeti,
da je včasih celo zastojen, ampak ti dajo pa samo eno stvar, ne, ti dajo pa pokoro. Ti moraš nekaj na sebi delati. Ti moraš delati nekaj na sebi. Drugače ne gre stran. Oziroma, ali pa se te dolgovi ne poravnajo, če govorimo o karmi. Tako da, se pravi, ta naš razum, znanost uporablja, seveda pridno uporablja, ampak da znanstvenik lahko uporablja ta razum, ne, mora biti vešč, takovane, zdaj Patanjali ekagrata, se pravi te usmerjene pozornosti, da tista opica, ki je Barbara rekla, čita od Tarzana, veste, Tarzan opica čita, ta čita ne skače sem in tja po drevesu, ampak da jo Tarzan drži za roko in jo vodi, kamor on želi, da pride. Da znamo uporabljati ta naš razum, da pridemo do cilja, se pravi, da usmerimo vse energije razuma v neko odkritje, ki ga predvidevamo, da je, da to potrdimo in da to sprejmejo na univerzah in tako naprej. To ni lahka pot. Tisti problem, ki ga tukaj vidim, je to, da današnja znanost koristi dosti bolj uničevanju človeštva, kot pa reševanju človeštva. Ne? A veste, orožja, ki se proizvajajo, pa tudi te razni interneti, ki jih ne znamo uporabljati, ker se ljudje zgubljajo. Jaz imam primere, ker vem, da so od mojih prijateljev otrok je zaprt v svoji sobi in ne pride ven iz sobe, ker je tistih nekih igricah. Ne pride ven, to je za terapijo, to je za bolnico. Tako da ta znanost brez te etike, bi rekli, je dejansko zna pogubiti človeka. Znanost brez lepote, znanost brez ljubezni, znanost brez umetnosti. Tako da, če bi rekli, da pozabimo zdaj levo desno, da je glava znanost, ne, srce je pa srce, ne, da je danes dosti bolj glava v spredju, ko se je umetnost, srce, lepota, ljubezen, morala, če pogledamo svet, tega pa ni. Tu izginja, ne, izginja. Korupcija je znana beseda, ne, v vsakem časopisu, na vsaki strani, posod je, ne, in pol mislimo, da moramo korupcijo odstraniti, v resnici moramo popraviti avto. A veste, če avto kraptet, pomeni, da je pokvarjen, avto treba popraviti. Cel avto je treba popraviti, ne. Tako da se dejansko znanost je na nek način danes prevzela vlogo religije, čeprav se religija še vedno cerkev trudi, da ima to vlogo, ne, ampak znanost je prevzela to vlogo. Ti, ko pride zdravniku v beli halji, on ti reče tole, boš vse delo brez razmišljanja. Redki so, ki grejo skrat še drugo ali pa tretje mnenje. Redki so. Ne. Ja, kar verjamemo, kot to je gospod doktor. To je ta kasta zdravnikov. Ne. Redki so, ki grejo skrat še kakšno, ne, mislim, da niti ne morejo iti skrat, še drugo ali tretje mnenje. Ne. Tako da, tukaj kar verjamemo znanstvenikom, res je, kot je rekel Tone, in ta pozitivni pogled, znanost se danes že srečuje s tistim z meta ali pa trans znanostjo in je na ta način pomoč, ampak da bo ta meta znanost, ta transpersonalna, transcendentalna znanost sprejeta v učbenike današnjih šol, univerz, bo pa še trajalo. Ne gre tako hiter. To ne gre tako hiter, kot se mi predstavljamo, je v knjigah, ampak da bo to sprejet, bo pa še dosti. Še posebej v Sloveniji. Ja, še posebej v Sloveniji. A veste, ljudje so pač težko spustijo svoje stolčke, ne. Kar prelepili smo se na njih. Ampak, ko znanstvenik tako fokusirano razmišlja, zdaj teozofija uči, da on premostuje, dela en most med tem intelektualnim razmišljanjem in abstraktnim. Gradi most, temu mostu rečemo antahkarana, to vez z
nekim transpersonalnim, gradi skozi svoj način študij, skozi študij raziskovanje in to je, ta študij, to raziskovanje je zelo pomemben faktor v duhovnem razvoju. V drugi knjigi Patanjali, tem, ko govori o sadhani, o načinu življenja, je ta prvi rek se konča oziroma z temi tremi stebri duhovnosti, pravi tapas, svadjaja, išvar, pranidan, kriya yoga, ampak ta svadjaja pomeni študij, se pravi, to je študij, pravijo nekateri študij svetih knjig, ampak nekateri bolj tako, bi rekel, bolj revolucionarni, pravijo pa študij človeka, samega sebe, da razmišljamo o sebi, kako funkcionira. Polona je tako lepo razlagala o čutih, da človek razmišlja o sebi. Se pravi, znanost na duhovni poti, da imamo to kvaliteto razmišljanja, svobodnega razmišljanja, ne da nam to določa, recimo, ali pa da nas bojo zažgali, kot so zažgali, kje ga že Brunote? Ja. V Italiji, da nas, ja, Brunote. Ja, pa Galilej je imel tudi probleme, so kar imeli, ne? On se je izbil, ne? On se je izbil. Epur si move, rekel, ki je šel ven iz cerkve. Se pravi, da ta pristop znanstveni, da imamo svobodnega razmišljanja, svobodnega iskalca, ne da smo odvisni od nekoga drugega. To ni lahko v duhovnosti, ker so čas imamo učitelje, gurudžije, svamije, avatarje okoli sebe, ne? In so neke vrste avtoritete, ampak se dobro potruditi v to smer. Ne? Druga stran je pa ta umetnost. Ne? Ta umetnost tudi sodeluje pri gradnji tega mostu, ampak ima nekako drugačen, rečem, en prehiteva po levi, en pa po desni. Ne? In to prehitevanje po desni, ne? Ženska stran, ne? Tista je pa zanimiva. Zame je to, ta lepota je, da jo uzreš to lepoto, da jo doživiš, da jo izkusiš in pa jo prineseš navzdol. In tukaj, ki jo neseš navzdol, pa uporabiš to takvano kreativnost svojo, ki jo uporablja razum, ne gre drugače, kreativnost v razumu, da ustvariš zdaj nek kip, neko sliko, da ustvariš neko čudovito glasbo in to že zadnjič je povedal naš Luka, da je tista piščal iz bab, kaj so že, divje babe, stara tako približno 45,000 let, so že piskali. 45,000. Pa to je ohranjena, ne? Ohranjene so bile do 75, sem bral, ja. Kdo pa ve, ja. Kjer je bila pa prva, ne? Ja. Verjetno ni prva narejena, ohranjena, ne? A veste, zapiskati, glasbilo, se pravi umetnost, ne? Pa pol poslikave po teh jamah, ne? Ampak vse te poslikave, vsa ta glasba je bila namenjena oboževanju, če bomo šli gledati, prav, da je bila tam religija prisotna. Ne? Tako da umetnost prihaja iz religije, znanost prihaja iz religije tudi, ne? In pa poskuša premagati, ne? Religijo. Človek postaja vse bolj razumsko bitje, seveda vse bolj osvobojen teh vezi in dejansko lahko raziskuje, ampak umetnik, ne, on mora, če želi, ne, prvo imeti to neko, jaz ko razumem, neko vizijo te lepote in pol jo poskuša dolje ustvariti. In tukaj je ta zdaj zopet teozofski en pogled, ne, ko pravi, da je človek ustvarjen po njegovi podobi. Ne. Moj stari učitelj je rekel tudi zopet paradoks. On je ustvarjen po naši podobi. Ne. Pa sem se rekel, ja, pa to so že oni ateisti govorijo. Ne. Rekel, ne, to je resnica, ker ti si to. In tisto, kar je, ti si Bog, je rekel, ki je ustvaril pol Boga, tako kot si ga lahko zamišlja po sebi. Ja. Razumete, ne? Pa smo rekli, da je to zosko. Šambala je glavina čakra, hierarhija je srčna čakra, ker drugače ne bi razumeli. Mi moramo tisto dati
na to je merilo. Naše telo, ne, kje so ledvička, kje so jetra, razumete, da razumemo, da nekako si to razumemo. Ne. In se spomnim enega starega teozofa, ko je, Barbara bo razumela, pa to, ali zbenima, kako je vse tako zgrajen, čudovit diagram. Ne. On je rekel, tole je pa tako kot šel organizacija narejeno, ne. Zato, da mi razumemo. A veš, mogoče Tibetanc ne bi tega razumel. On ima svojo predstavo o teh stvarih. Mogoče ima in Hindu čist svojo predstavo o teh stvarih. Ne, tako da mi vedo, ne bodi tako zaverovan v te forme, ki si naučimo nekje. Ne. Mej en odnos pravilni do tega. Tak, ne biti vezan dogmatično. Tako da tisto, kar če rečem po tej podobi, ne, da smo ga naredili, teosofija uči, da tri energije tečejo navzdol po enemu takem kanalu, ki se imenuje Sutratma. In ta Sutratma ima na koncu to našo hrbtenico sušumno na fizičnem, na energetskem telesu. In dve energiji sta aktivne, ne? To je tako ena energija, krščansko, ne? Ker študiram tudi ezoterično krščanstvo, očeta, ne? To je to življenje, pol je energija sina, ne? To je ta zavest, ne? Ta energija svetega duha, ki ustvarja, ki kreira, to moramo pa mi začeti delati. Ne? In ko človek začenja kreativen biti, ko začenja kreativno nekaj ustvarjati, ne? Potle se začne graditi pa navzgor ta antahkarana. Ne od zgorja navzdol pridem, pa gremo pa navzgor. Tako da kreativnost praktično je zelo povezana z tem čudovitim stanjem budija, ne? Tega stanja, ker čutimo eno z drugim. Ne, nismo eno, ampak čutimo enost. In zadnje čase zelo prebiram eno knjigo, to je Tečaj čudežev, in že kar nekaj let sem v tem zelo poglobljeno notri in Tečaj čudežev, s tem bom končal, da ne bom tako dolg. Tečaj čudežev pravi eno zanimivo stvar. On, čeprav naj bi preko Helen Schuckmann, te avtorice, to dal zahodnemu svetu sam Jezus, in ona je bila šokirana, ker je to slišala, ker je bila znanstvenik in ateist. Ampak on je rekel, jaz sem Jezus, da ne gre drugače, ti kar to piši naprej, ne, piši naprej. In je pisala in danes je prevedeno sigurno 80 jezikov, ogromno ljudi ga je že prebralo, delalo. Ampak Tečaj čudežev nam zelo preprosto pove eno stvar. In to je, pravi, prva stvar je, to, kar se tebi zdi, da je realni svet, so pa samo sanje. To so samo sanje, rekel, ne. Ampak težko te prepričam, ne. Tudi v sanjah, če bi se jaz zdaj pojavil, pa bi rekel, veš kaj, Tatjana, ti zdaj le sanjaš, bi rekla ne. Pa bi se pa zbudila in bi ti bilo jasno, ne. In tudi to je tako, to so sanje ali, kot smo rekli, maja, ne, neka iluzija, ne. In te sanje imajo svoje zakonitosti, imajo svoje prav zakonitosti. Zakon karme kle deluje, zakon reda deluje, vse to Tečaj čudežev čudovito o tem govori, prav, ampak ker se pa enkrat zbudiš, pa tega ni več. Tem je pa ena sama ljubezen. Ne? On to uporablja besedo nebesa, ampak prav nebesa so stanje zavesti. Ne? In pa je seveda vprašanje, pa ta svet zgine. Ne, ta svet ne zgine, sam ti ga drugače vidiš, to je vse. Ti ga drugače vidiš ga brez vseh nalepk, brez vseh teh konceptov, vidiš ga takšnega, kot je. Ne. Ko boš videl drevo, ne boš rekel, da je jelka, ampak ti boš videl tisto, kar je. Ne boš, pa zelena barva, pa rumena barva, pa tale zlati resekle, ne. Vse to je tudi lahko, ampak ti boš videl stvari takšno, kot je. Tako da pravijo, in pa še eno stvar boš vedel, da sta dve največje iluziji. Čas in pa omejeni prostor. Čas in pa omejeni prostor. Ne. To sta največje iluziji, ki nas držita ujetega v tem našem svetu. In kako vam iz tega pravzaprav preprosto? Sprejmi to, pa se ne sekiri.
Sprejmi, ne sekiraj se, bodi nasmejan, gledaj na svoje življenje kot na eno tragikomedijo, sediš tam in se smejiš svojemu življenju, pa boš videl, da se bo malo spremenilo. Mečkaj. Tečaj čudežev, čeprav pravijo mnogi učitelji, te, ki podajate taj čudežev, da je to advaita za zahodni svet, ne? Tečaj čudežev ima eno čudovito sporočilo. Advaita pomeni, da je vse to iluzija, ampak obstaja pa tista enost in tja greš. Tečaj čudežev pravi, to je res sanski svet, ne? Je iluzija v našem, tukaj znotri med dvemi ušesi je to iluzija, ampak tisto, kar se trudimo s tečajem narediti skozi ta študij ali pa delo na sebi, da postanejo sanje srečne sanje, nič drugega, da smo zadovoljni v svojem sanskem svetu, da ne trpimo več v sanskem, ampak da smo zadovoljni za življenjem, da smo srečni. Če pa on, ne, pravi Ata, misli, da je prišel čas, da nas posesava eno, smo pa to naredil, ker jaz tega gor nočem. Jaz nočem eno, hvala lepa, jaz hočem biti jaz. Jaz dejansko hoče, nihče noče izginiti. Nisem se še rečel človeka, ki bi rekel, jaz pa izginil. Pa sem sprašval, ni človeka, ki bi izginil. In tudi Ramakrišno, ki se vprašal, če bi, na veliki modrec Indije, ne, če bi izginil v Bogu, je rekel, kaj, Bog je sladkor. Jaz raje nižem sladkor, kot da sem sladkor. To je ta princip Vajšnave, oboževalcev. Tako da umetnost, je rekel moj stari učitelj, bom pa končal, je rekel, naučiti se moramo za glavo ljubiti in za srcem misliti. To je to, kar je tudi Barbara rekla, ne, da ljubezen brez je pa slepa. Ne. Tudi to sem izkusil. Tudi to je grozno. Nisem edini. Nisem edini. Ampak razum brez ljubezni je pa tudi težka stvar. Ne. Hladen, brez soka, brez soča. Ampak pod ljubezen razumemo vsa ta čustva, ki so kle prisotna, ne se drugačno znamo. Glejte, jaz bi se vam zahvalil, ja, da smo bili danes tukaj, predvsem, ker sem pa že v tašni upravi, kakršen sem danes, vam moram zaželiti res globoke praznike, ki so pred nami, ne. Začnejo se z 21. za mnoge, ko se res začenja prevesti in bo dan postajal daljši, in pol je 24. na 25. je ta božična noč, pa novo leto, in se je končalo vse skupaj tem 6. januarja. To pa je že druga zgodba. Tako da vam želim res globoke praznike, srečno novo leto, ki je pred nami. Astrologi pravijo, da bo še bolj veselo, kot je to. Tako so mi smejali. Hvala lepa. Hvala lepa, Tili. Zdaj pa, če smo dovolj pri močeh, pa imam občutek, da smo, lahko mogoče pa še kdo iz publike, če ima kakšno vprašanje, ga naslovi, pa še kakšno tako malo bolj sporočeno rečemo na to temo. In končamo. Ja, potem nas počaka tam še ena manjša pogostitev, da se malo pričamo. Pa bi kar povabil, če ima kdo od poslušalcev že kakšno vprašanje oblikovano, je zdaj dober čas. Jaz bi se pa zahvalil, ne, Luka, tebi, pa klele sploh v knjižnici Alme Karlin, sploh za to izvedbo tega simpozija. Vem, da na začetku ni bilo jasno in pa se lepo, dejansko se je napolnilo. To, da rečem tisti, ki ste danes prvič, imeli smo kar nekaj predavateljev tukaj, ne, danes 4 ali 5 celo, 5 na umetnost, pa koliko 4 ali celo 5? Mislim, da tudi 5. 5 na znanost,
To je vse posneto in bo sigurno objavljeno nekje, tako da vam res lepo, mislim, nad enimi predavanji sem bil res čudovito navdušen in pri simpoziju znanosti in pri umetnosti, je bilo fantastično. Tako da se vam res tebi in vsem, ki so to pripravljali, res moram zahvaliti za to izvedbo in se že veselim naslednjih simpozijev. Ne bi rad nikogar takole zašil, zdaj ampak predlagam nekaj na temo religije, ker se interfejta, ker se dejansko, če pogledate današnjo družbo, ksenofobija se širi, to je strah pred tujci, strah pred neznanim in iz tega se potem šele rojeva pa tudi sovražnost. Moja mama, Boga, ki je dementna, ona gleda televizijo in a si zakleno vrata, veš, hodijo po blokih, sem kdo hodijo, pa oni, ki so čist, in to na vsaki 5 minut potlej. In to vidim, ta strah v njej, kako hitro se ga nazame. Tako da sem se pogovarjal z enimi tujci, so rekli, kako bi bilo drugače, če bi vsi pokazali gostoljubnost. A veste, gostoljubnost, ker tisto, kar smo pokazali, je strah pred njimi in ne oziraje se, kaj vse v zadju tega, te ljudje nas ne bodo lepo gledali. A veste, mislim, to ni. Kanada jih je zelo gostoljubno želela. Ja, pa Islandija tudi, pa mislim, vse so, vse tudi, ne. Ampak če tam od 300 000 Sloveniji želi samo 40 ostati, mislim, da Sloveniji ni dobro nekje. Se to so pa pol te ksenofobi, pa najbolj užaljeni. Sploh nočejo biti tle, kaj pa mislijo, da so. Ja, meni se zdi takole, sem pač seveda bil na vseh 3 simpozijih zraven in moj vtis o celi tej letošnji zgodbi o lepoti je, da smo gotovo potrdili našo tezo ali pa predvidevanje, da je lepota en vezni člen ali pa lahko predstavlja en vezni člen med znanostjo, umetnostjo in tudi religijo v končni fazi oziroma med duhovnostjo, ne. Je pa še nekaj drugega postalo danes čisto neizbežno jasno in to je, da nekih dokončnih odgovorov pa ni možno v bistvu podati. Ne? Ni možno do konca razumeti, kaj lepota je. Po drugi strani je pa nujno, da to poskušamo. Da to vedno znova poskušamo, čeprav pri tem vedno znova ne uspemo. Ne? Ker se pa vseeno zdi, da je ta proces raziskovanja in odkrivanja in brskanja za temi večnimi vprašanji toliko navdihujoč in ena nagrada sam po sebi, da enostavno bi bilo življenje brez tega precej manj smiselno in lepo tudi.